Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Včasih dnevi niso obsijani s soncem, velikokrat tudi dežuje. Vas zanima, kaj je najlepša čarovnija deževnega dne? Potem predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa pisateljice Barbare Lavrič z naslovom Rožice rastejo v dežju. Male miške so zelo radovedne. Iz gobčkov Leni in Loli ves dan frči kup zakajev. In ko mama miša misli, da jih je že zmanjkalo, se vedno najde še kakšen velik zakaj. Nekega dne vpraša mala Loli: Mama, zakaj rečemo, da je slabo vreme, kadar pada dež? Veš, Loli, vreme ni nikoli slabo. Lahko pada dež, ampak za nas, miške in miškoline, je tudi deževen dan čudovit. Kadar dežuje, je veselje še večje. Ko drobne dežne kapljice pobožajo topli sončni žarki, se pojavi mavrica. Takrat miške skočimo. Hop, hop, in se že spuščamo po mavričnem toboganu. Lahko obujemo gumijaste škorenjčke, oblečemo dežni plašč in skačemo po lužah kot žabice. Ali pa vzamemo čeber in ulovimo nešteto dežnih kapljic. Ko se vanj nakaplja nekaj vode, jo srknemo in nas odžeja. Vreme je kot dan, vedno dobro. Če je dober, je že sam po sebi dober. Takrat se z njim veselimo. Če je slab, pa se iz njega nekaj naučimo, ter ga sami naredimo dobrega in tudi zabavnega. Tako kot vreme. Mali miški sta v pripovedovanju mame miše postali še radovednejši. Deževen dan se jima je zdel tako zelo zabaven. Komaj sta čakali, da bo začelo deževati in se bosta lahko naužili dežnih radosti. In ali veste, dragi miški, kaj je tista najlepša čarovnija deževnega dne? Rožice rastejo v dežju. In zato so naši travniki tako čudoviti, ko se najprej napijejo vode, nato pa jih obsije toplo sonce. Čudovita pravljica, kaj ne? In še kako je res, da je dež lahko tudi čaroben. Otroci, ali veste, da je tudi ta knjižica čarobna? Namreč prikupne ilustracije so zagotovo nekaj posebnega, saj vas pisateljica prijazno vabi, da lahko ilustracije pobarvate kar sami. Poglejte. Super ideja, kaj ne? Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete tudi slovenski pravljici z naslovom Zajčkova hišica, v kateri boste slišali, kaj se lahko pripeti, ko pade preveč dežja. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček prav vsem, ki tako radi prisluhnite pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in naj bo deževen dan, čaroben dan, kot v današnji pravljici. Čau, čau! Čudovita pravljica.